novomeški knjigarni Mladinska knjiga je svoj roman Kronika napovedane ljubezni predstavila Azra Širovnik. Gre za erotični roman, ki se začne z napovedjo prave ljubezni v sanjah. Ko se junakinja znajde na poti, pričakujoč ljubezen, se znajde v vrtincu resničnega življenja. Junakinja odkrije in tako razbije ščit razvpitih ženskarjev, tako imenovanih kazanov in lomilcev ženskih src, ter razkriva sestavine, iz katerih so sestavljeni in zakaj je tako. Promiskuitetni in lepi, prepleteni in pretkani manipulativnimi finesami sesavajo ženskam dušo, a ljubijo jih ne. Knjiga vsebuje vse elemente, potrebne za pravo erotično knjigo. V njej sem se lotila obdelave specifičnega profila psihološkega moških, biseksualnih moških, ki se niso še opredelili, koga bi ljubili, moške ali ženske. In so v odnosih z ženskim spolom zelo kruti, jezni in zelo veliko bolečin jim prizadejajo. Pravijo, da je erotični roman, čeprav je zraven sodi spolnost in potem, če je spolnost erotična, pa je to tudi erotičen roman. Vprašam, v čem je problem? Pojasnjuje. Vse, čisto vse, po njegovem delam narobe, od tega, kako držim vilice, kako se pogovarjam ali smehljam njegovim poslovnim partnerjem, do tega, kako se oblačim ali izražam. Pravi, da sem neumna gos, ki sestra diktira življenje in vsiljuje pravila. Sili me, ne vzamem svoj delež iz tovarne, sestri odplačam del hiše in jo izselim, češ, midva bova imela družino, midva potrebujeva hišo. Toda sestra imava lep in zrel odnos, humano komunikacijo in odlično se razumeva. Je moja edina prijateljica, ne pa sovražnik številka 1. On tega ne razume, zato mi govori, da sem odvisna, nezrela in nesamostojna punčka, ki nikoli ne bo odrasla. Ljubim oba in se ne morem obrniti proti sestri, da bi ugodila njemu. Toda tudi njega nočem izgubiti. Vprašam, kaj pa tvoja sestra poreče na to? Odkima. Ne mara ga. Pravi, da me hoče le izkoristiti zaradi denarja. Toda tudi njej ne verjamem, hladna in racionalna. Pravi, da bogata dekleta nimajo kaj početi z reveži. Ona čaka, da bo spoznala moškega, ki ima najmanj toliko kot sama. Zaprosila mu je, naj poskrbi zame brez mojega denarja, če me ljubi zaradi mene. Grozna sta. Oba. Vodita krvavo vojno, kot da me ni. Pa oba trdita, da me imata rada. Sicer pa je v slovenski literaturi mnogo pogosteje zaznati erotično poezijo, medtem ko je erotična proza precej bolj redka na knjižnih policah. Mogoče ni zahtevno, če realistično opisuješ zgodbo, ne? Če pa sam imaš probleme s tem, potem pa je zahtevno. Meni ni bilo zahtevno. Kljub temu, da so odnosi vitalnega pomena v romanu naše sogovornice, pa to še zdaleč ne pomeni, da je zaradi tega kaj prikrajšana sama zgodba knjige. Seveda ima pomembno vlogo, ker je sestavni del celotnega odnosa, ne? In v bistvu glih umanjkanje erotike in resnične spolnosti in resnične ljubezni v teh odnosih ta roman dela netipično erotičnega. Azra Širovnik je sicer hči bosanskega profesorja književnosti in diplomirana ekonomistka, ki je študijsko znanje zamenjala za ustvarjalni navdih, notranji nemir in negotovosti iskanj pa prečistila skozi pisanje, je, kot pravi sama, dozorela. O sebi, svojem zakonu, spolnosti, ženskah in ljubeznih, o vsem, kar jo je gnetlo in pregnetlo, razmišlja po vsem novem romanu bolj zrelo, dorečeno, ščiščeno in brez dlake na jeziku. Do danes je izdala že več romanov. Prej sem pisala, v bistvu vsi moji romani vsebujejo odnose med spoloma. Med drugim je pred tem izdala že en roman z erotično oznako, in sicer Na hrbtu črnega žrebca. Tisti prejšnji je obravnaval prav hetero zvezo, med hetero moškim in hetero žensko, tako da je govoril o ljubezni in erotiki med različnima spoloma.
Svojega novega projekta pa Azra še ne pozna, saj je ta hip povsem posvečena promociji svojega zadnjega dela.